tem projektu želimo podeželju dati večje priložnosti, kot jih ima danes. Posvetimo se na eni strani najprej infrastrukturnim problemom in pa infrastrukturi današnjega časa, se pravi širokopasovnim povezavam, ki so na nek način osnova za razvoj danes. Od tu naprej pa iščemo priložnosti na podeželju, bodisi v kmetijstvu, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, turizmu, povezava s kmetijami ali pa z sicer turistično dejavnostjo na kmetijah. V drugih področjih so izzivi na področju energetike, na področju sociale, zdravstva. Tako da naš poizkus je, da s pomočjo evropskih sredstev zberemo na eno mesto dobre prakse. Te prakse potem komisija zapiše v dokumente, na osnovi katerih bodo se financirali bodoči skladi, v državi pa da najdemo svoje priložnosti in da tudi v svoje dokumente zapišemo priložnost za črpanje teh sredstev. Ja, jaz mislim, da je takšen projekt kot naročen za nas. Nenazadnje imamo mi dosti vasišče, vendar Slovenija minus Ljubljana so vse vasi. Še posebej smo mi v Kostelu tukaj in vasi ob Kolpi specifika in upam, da je prav, da smo zraven in da dosežemo in pa eliminiramo ta prepad, jaz mu rečem digitalni prepad med večjimi mesti in pa med podeželjem. Najprej je potrebno vasi napolniti, ker trenutno stanje je takšno, da ljudje odhajajo ali na pokopališče ali pa kakšna mladina drugam. Se pravi, če enkrat napolnimo vasi tako ali drugače, napolnimo jih pa lahko tako, da se nam splača biti tukaj. Recimo, če so res dobre povezave in cestne, recimo v Kočevju se zdaj dogajajo stvari, če bodo delovna mesta, potem 25-30 km se ljudje z lahkoto tudi odpeljejo. In potem, ko pa že so tukaj, enkrat ko živijo, so pa tukaj prednosti. Na nek način je življenje na kmetih cenejše. Mladi, vekolikor ne bodo imeli primerljive kvalitete življenja, primerljivega zaslužka, se bodo pač poiskali priložnosti drugje. In če drugje v mestih možno to narediti na osnovi nekih poslovnih modelov, mora za taka predvsem obmejno območje, kot je tu Kostel, Osilnica, poskrbeti tudi država preko sistemov financiranja, bodisi še enkrat iz naslova financiranja občin, državnih razpisov in pa da tudi evropska razvojna sredstva, ki so namenjena ravno tistim, ki imajo težave v razvoju, usmeriti organizirano v takšno okolje. Eni kraji pri nas še nimajo niti asfalta, elektrike, mogoče telefona. Mi se pa zdaj tukaj pogovarjamo o internetu, ki ga kao tukaj večje vasi mogoče nimajo. Se pravi, mi smo specifika v slovenskem obrobju, za katerega bi morala država, kot je bilo tudi vmes rečeno, posebej poskrbeti in seveda to nujno in hitro nadgraditi z širokopasovnimi povezavami. Vsako okolje ima svoje priložnosti. Drugače je na prekmurski ravnici, kot je pri vas v Kostelu. Danes smo videli tu odlične primere praks, kot je hotel Kovač iz Osilnice, turistična ponudba celoti, ki je bila predstavljena tudi strani občine Kostel. Imate neokrnjeno naravo in v današnjem času, kot sem že dejal, ob predpogoju, da imamo kvalitetno infrastrukturo, vključno s širokopasovnimi povezavami, so to območja, kamor ljudje radi gredo, bodisi kot turisti, kot smo pa videli v primeru gospoda Lisca, pa tudi živeti v takšna okolja. Ja, jaz sem prepričan, da kvaliteta življenja na deželi je boljša kot v mestu. Radi imamo zdravo hrano, čisto nekaj drugega je, ko se zjutraj zbudiš in odpreš okno, pa greš ven in si takoj v naravi. Tako da v bistvu je nekaj, kar sem si vedno želel, v bistvu ne čisto vedno. Kot najstnik nisem želel delati na njivah, pa sem pobegnil stran, zdaj na stara leta očitno mi je pa to spet všeč.